kaj ti kokoška jedna delaš s takim tipom, a se ti vidiš, zgledaš dober, kaj tle tebi ni jasen. No, zdaj sem pa obupala. Nad enimi, nad drugimi? Ta toksičnost, jaz mislim, da je zelo odvisno. Zdaj nekje je res tako toksično, da sam pa id stran. Zdaj pa, Kaj? Zdaj pa jaz moram vprašati, kaj? Kaj je ta red flag, tudi, ker nas gledajo tudi mlajši, ne? Pač, pa verjamem, da Hvala, da si mene pogledala. Vika moja, draga. Bom jaz zdaj njega spremenila. Ja, ne, kaj pa se s tabo dogaja? Kaj pa ti rabiš drugače? Ja, da bo on drugačen. Ja, ne, kaj ti rabiš, da boš srečna v življenju? A ne? Koliko je tega? Ja, naj bi bilo 64% takšnih parov, se pravi, ja, kar To pomeni, da... več kot pol, a ne? Wow. Tisti dnevi v mesecu. Hojla, evo, opet nas. Danes z novo gostjo, tako da tema je zelo aktualna, bi rekli, toksične veze, vedno aktualna. Tako da, kot imamo navado, Lara, prosim, če predstaviš našo gosto. Naša gostja tokrat je Eva Erpič, sem prav rekla, ne? Psihoterapeutka in strokovnjakinja za odnose in intimo. Okay. Okay, To je to, kar vem, zdaj se bomo pa še bolj spoznali. Dobrodošla. Ja, dobrodošla. Hvala, ker si prišla. Hvala za vabilo in sem vesela, no, me zanima, kaj bomo danes Naumile. ženske. Ja. Me zanima, če boš dala kjer številko na koncu. Mislim, jaz bi v vsakem primeru škodil ne bi nobeni tako. Jaz sem tega Vem, mnenja. ti bi jo želela za posvetovanje, da kdaj kaj razpucaš, Lara bi jo porabila. To je velika razlika med vama dvema. Jaz sem ful v redu punca, drugače za svojega perota. Ti si klej ta toksik bljač. No, se je že začelo. No ja, a so to znaki? Dobro, vse. Da boš vedela, mi smo sodelavke tudi v službi in delamo skupaj in se pogovarjamo o velikih tematikah. A imaš ti tudi kakšno sodelavko ali si sama v pisarni? Sama sem in včasih prav pogrešam kakšen tak kolektiv. A ne? Res. Pa da si pošiljaš razne linke do stvari, to smo me zdaj. Kakšne linke pa ti pošiljaš? Ja. Ja, Ja, ne vem, kaj Ja, te. to, Drugače, pred parimi, koliko je bilo, 2 tedna, 3 tedne nazaj smo gledali net, smo si pošiljali cunje, ne? Kaj je povej zgodbo in kaj se je zgodilo? Popusti so bili, ne? Itak in pol to si ženske pošiljamo. Tlele so popustki. In smo naleteli tudi na Lelosi stran, kjer so bili tudi popusti, a ne? In smo tam malo prečekirali, kaj imajo na voljo in pa smo jim tudi pisali, če bi pa mogoče to se dali kaj izrihtati, ne? Da bi me kaj si izbrali za oblečiti. In smo se zmenili. In so tokrat smo, skombinirali outfite za in so danes. prišli do konca leta. Ja. Tako Da ja, ful bomo hvala. imeli daj kakšno zadevo. In zdaj mi sploh nismo vedela, da imajo tudi kavbojke, pa pač da ni samo... A je vse? Tako da, ja, vidiš, zdaj take bomo rože, delali vse, tebi pol imajo te pošljemo barvitih, linke. Ja, Športno. pa tudi kavbojke. Ja, Kavbojke, se je, material je se ful počutim mehke, tako res so fajn. Super woman. Je full fajn, Ja. vse ste pol. Ja, vse, pa hlače, pa tako, pa sploh človek ne bi pomislil in je top, ker vidiš, koliko je izbire, ne, da pa... Kao Zdaj zdaj pa pa še link pošljemo, da bomo tvoje sodelavke, čeprav ne iz pisarne. Ej, zdaj pa jaz moram vam nekaj povedati, a vidite te pinki stvari. Ja, to sem takoj opazila. Pa tole čudovito flašo, a ne? O, kako je Ja, lepa. ja. Res lepa me. Jaz, ko sem se odločila, se veme vse poznate, da sem dama, a ne? Ti pa res. Tako. Pa je kjera Sem se zdaj odločila, da imamo mi kar nekaj cajta, da je dosti bilo te žganice, pa nekaj dajmo iti na damske pijače in vi na Koper imajo Pink linijo, ne, Vivala Pink je ena kampanja in so nam zrihtali rozeje. Danes imamo roze od vina Koper, to je tale, in zdaj bomo vsakič imeli enega drugega rozejčka. Lahko probate. No, dajmo. Eva, probaj, boš videla, kakšen je. Čim? Prvo moraš tako povohati? Ja, najprej moraš povohati, ne? Pa ja, najprej Kaj moraš povohaš, ne? zavrteti nekaj? Ne, prvo moraš tako, brez da zavrtiš? A lahko sem pijem? No, okej. Hvala. Pa zavrtiš, da se še malo razdiši. Ful je dober. Res. Super, ja. Tako svežilen. Pustimo po jagodah. Ja, ful je uspešno. Ja, tak sadni. To je za poletje direkt. Res, ful je dober. Pa je suha, ne? Glih prav sladek, meni še, Ja, da ni suho preveč. vino je. Suho vino je. Ne, še enkrat jaz vidim. Suho vrhunsko vino. Suho vino je, ni Ful je slabo. dober. Tudi pol sladko ni. No, da mi zdaj flašo, ker ti si navarna z njo. V glavnem, dajmo začeti, zdaj smo se malo pohecala, ne, pa malo pokramljali se, mogoče se bomo vmes, ampak tema je pa kar resna, Eva, no, mislim, da je. Tako da Barbi ti si želela, ker smo se pogovarjali, nekaj vprašati, evo.
Start. Danes je tema toksične veze, a ne? In jaz zdaj, ker recimo gledam na primeru kakšnih kolegic ali pa kolegic, ki so imeli bivše partnerje, ne? Me zdaj zanima, če je recimo, kako prepoznaš neko toksično vezo, ne? A je to recimo, da je, ne vem, partner manipulativen, da ima pomanjkanje sočutja, da vso odgovornost, ne vem, zvali na partnerico. So to neki taki znaki, ki bi lahko rekli, ne? Začetek, da so toksični. Ja, sigurno. Mislim, najbolj značilno je to, da obe dve osebi ali pa v partnerstvu nimata te neke avtonomije, da se lahko zase odločiš, da lahko nekam greš, da lahko po svoje razmišljaš, ampak da je skozi v ozadju nek pritisk ali neka ljubosumnost, nek strah, karkoli narediš je občutek krivde, se moraš opravičevati, zagovarjati, neke manipulacije in to rata pravzaprav tisto, ki je izčrpavajoče, ker se nikoli ne pomiri in če si zdaj leta in leta v temu, je iz dneva v dan težje, a ne? Ti si prav študirala to, a ne? Mislim, ti si študirala, dejansko si se v to, kako se reče, to področje. To področje. Poglobila. Koliko je tega? Res mene zanima, ker meni se zdi, da jaz ne poznam, oziroma lažem poznam, ampak redke ali pa zelo dobro skrivajo, tudi to je opcija. Ampak po drugi strani pa poslušaš, pa bereš, pa skozi o nekih teh stvareh. Kaj bi rekla? Koliko ti si neko raziskavo? Ja, naj bi bilo 64% takšnih parov, se pravi, ja, kar To pomeni, da več kot pol, a ne? Wow. Se pravi, ti mogoče sploh ne veš, da si strupenjača do svojega perota. nisem zdrupenjača, če upam, da ne si bomo slišali. A to, dejansko. Ja. To je pa kar visoka številka. To pomeni, da Ja. dve od nas, 2,5 skoraj od nas bi imele pač toxic relationship, če tako gledamo. Mislim, so pa zelo vzajemni. Dajmo se gledati med sabo. Ni. Kaj je? Da so zelo vzajemni taki odnosi, da ni, da zdaj srečaš eno osebo, ki je, ne vem, kakšen narcis ali ne vem, kakšen hodobnež, ampak si tudi ti valenten oziroma dovzeten do tega načina odnosa in zaradi tega se zahakljata. In pol to traja leta in bi že vsi drugi odzuni, ki gledajo obupali, pa rečejo, joj, pa nehi, pa ne vidiš, pa lej, kar naprej jamraš, pa si nesrečna, nesrečen, pa kar vseeno vztrajaš, zakaj. Ampak, ko si noter, Ne opaziš tega toliko. ne da ne opaziš, itak doživljaš, ampak kar verjameš, da bo enkrat drugač, da se bo boljš, pa upravičuješ, ja, pa si upaš, da ne vem, če ga boš imel pa dosti rad ali pa dosti rada, a ne bo pa ne vem, kaj se spremenila, ne. Pa A se ponavadi. spremeni kdaj? Ja, brez terapije res ne, no. Pa še s terapijo včasih težko. Ja. Kaj pa tako, so bolj toksični moški ali ženske v paru? A je tako kakšen podatek ali tam? Ja, mislim, zdaj to bom jaz malo na svojo roko rekla, da je več moških, a ne, ampak to ne pomeni, da ni noben moški žrtev ali pa da nobena ženska ni toksična, a ne, ker pač odnosi so res vzajemni. To pomeni, da noben v takem partnerstvu ni srečen. Tudi če je moški tisti, ki je bolj narcisoiden ali pa je tisti, ki je manj odgovoren, pa ženska prevzame pol nase vso odgovornost in ga konstantno rešuje iz nekih zagad. V bistvu noben od njiju ni srečen. Ne morata biti. A pa se moški, recimo v takem primeru, da je on tisti nek toksičen, pa ženska tista, ki je nekako dovzetna, a se on zaveda, da ni srečen? Ali se ne zaveda? Ja, se zaveda. Sej v bistvu on konstantno od nje želi, da ga ona usreči. Aha, okej. Razumem. Bod doma, kam si šla, ne, s tem ljubosumjem v bistvu proba eno kontrolo vzpostaviti v smislu, če boš pa ti doma in mi skozi poročala, bom pa jaz lahko bolj miren, kje si in da sva midva še okej. Si želi, ne vem, več nekih potrditev skozi spolnost, pa potem, če ta spolnost ne pride iz res neke pristne želje, ampak je od zadnji ta teža, dejva, ne, imeti to spolnost, zato da sem jaz miren, da si ti še moja. Slej, ko prej začneš odbijati tako spolnost, a ne, ali pa zavračati in v bistvu je tudi ta partner skozi v nekem krču, a ne. Zakaj nisi več moja, imaš zdaj že drugega, ali si me zavrnila zato, ker je sosed lepši, ali ne vem, zdaj si izmišljujem stavke, ampak pri obeh je konstanten ta strah, a ne. Bar bi smela kdaj? Ne, mislim, jaz sem imela zelo malo vest, ne, glih zato, ker pač mene je zelo težko karkoli spremeniš in me vlečeš v eno stran, jaz sem zelo samosvoja in sem to hitro odpikala, ker sem videla, da sploh ni prišlo do možnosti, da bi kdo, kakšen tip men, take izpade imel do mene ali pa mi delal kakšne scene, ker nisem pustila, ne, ker jaz sem vedno mnenja, da recimo kakšne punce jamrajo, ja pa zakaj mi moj fan dela to, pa zakaj mi dela to, pa zakaj mi dela tret, je zato, ker ti lahko.
ker pač pustiš, da ti dela to. A ne? Jaz sem imela to ful razpucan in sem tudi zelo navajena biti sama, zelo sem samozadostna in nikoli nisem samostojna, nikoli nisem rabila nekoga, da bi se prav presesala na njega in da bi moj življenje odvisen bil od njega in zato sem pa to hiter, šetaj, ne? Ja, lej, pač Nisi iskala potrditev v moških? Nisem rabila, res ne. Tako, če sem že kdaj za kakšne te aferice, flinge, pa to ja, ne, malo za ego boost. Ja, dobro, to je druga stvar. To je drugo, ja. Ni veze, Ne, to ni odnos. za odnos pa ne, nikoli. In tako da nisem imela nikoli takih primerov. Kaj pa ti? Si imela? Ne, jaz sploh ne morem, meni je to... Ja, meni tudi, jaz kad to poslušam, je kar wow. Mislim, meni je wow, zato ker slišim in ker poznam pač vsaj dve punci, ki sta zelo dolgo časa, ena ustraja, ena je ustrajala, pa je spoznala, je mogla, jaz pravim, dozoreti, da se je rešila tega, pač da je bil njen tip, jaz bom, ni bil psihopat, to ni mišljeno psihopat kot definicija psihopata, ne? Ampak da je bil psiho, da je hotel s konstantno kontrolo, da je ne vem, kakšne štale delal, da je grozil, ko je rekla, da bo šla, da si bo nekaj naredil, pač klasično izsiljevanje in nekaj, ampak je šla, je potegnila se iz tega in je šla in hvala Bogu, ker ima danes porihten life in mislim, da je happy, ne? Vsaka čas taki put. No, sej zato in pač meni je to ful čudno, tako da zato sem vprašala, če si bila ti tudi, ne? Ne, jaz si tako imam prvo tako resno zvezo zdaj s Perotom. Da bom jaz Perota vprašala, če je bil on že v toksični vezi. Neki ti, pusti ga Perota prvir, kaj je s tabo? Jaz ga imam, meni je on ful všeč, pa mislim ne tako. To ga ne poznaš. Jaz se ful mi je všeč, ful mi je všeč in če on cenim ga. toksik? No, jaz ga ful cenim, da tebe prenaša sploh. Drugače ful lepo skrbim za njega, pa ful sem v redu. Pero je super, jaz sem ga spoznala in je kar Se fajn. drugače sem ga jaz tudi, so že A, parkrat. sorry. Ampak vidiš. pustimo zdaj to. Kaj či ti? Ja, jaz ne bom rekla, da je bila zdaj toksična zveza tako na ta način, da so mi bile stvari prikrajšane ali pa da me je partner omejeval, ampak je bila pa na drugačen način toksična. In jaz sem si sama naredila zvezo prav zares mogoče, tudi toksično, zato ker sem ostala pač v zvezi predolgo. In sem se pa na eni točki vprašala, oziroma jaz sem itak tako, to smo zdaj že vemo, da sem šla iz zveze v zvezo, ker sem itak rabila najprej zrasteti pri sebi, v svojih mislih, da sem dovolj dobra za to, da pač srečam še nekoga, komu bom pa tudi všeč, mogoče še bolj, kot pa do zdaj. In sem najprej rabila to razpucati, ampak druga stvar je bila pa to, da sem se jaz na eni točki enostavno vprašala, a se jaz res želim za celo življenje se odpovedati nekim stvarem, se pravi, ne vem, iti na dopust tja pa tja, ali pa ne vem, imeti veliko hišo, pa ne vem, toliko pa toliko otrok, pa biti sposobna jih preživljati, recimo, ne vem, na ta način. Ali sem se sposobna temu odpovedati za voljo neke ljubezni in sem pa pač... Ker on pa pač ni tega videl, kar si ti videla, recimo. Ja, mislim, čistko bom, čist iskrena. Pri meni je bil bolj ta finančni vidik. Jaz sem bila takrat študentka in sem imela 2 službi in sem na nek način tudi zalagala tega svojega partnerja takrat, mu pomagala pri kakšnih stvareh, ki pa ni imel službe, pa je bil tako bolj free spirit. In ja, on je bil pa takrat, mislim, on je bil starejši od mene 7 ali nekaj takega, 7 let. In je bilo pol tudi tako, a veš, jaz sem zdaj v letih svojega življenja, ki bi kam šla, ki bi kaj doživela, ki bi kaj izkusila in tako naprej. In je bilo pol to stvari, mislim, udvoje nemogoče vedno, ali pa vsaj ne to, ko sem si jaz želela. Zdaj pač neko ljubezen sem imela in ni bilo zdaj, da me je karkoli omejeval ali pa kakorkoli sem. A veš, na koncu dneva, a je to dovolj, a je to, kar jaz hočem, ali bi mogoče se mogel on pri kakšnih stvarih bolj potruditi. Ali bo res vse na meni celo življenje, bom jaz to zmogla, bom jaz to sposobna, bom srečna, če bom tako živela. In sem se bolj pač odločila, da nikakor to si ne želim tako živeti in da je zraven cajt zase prvič v življenju in sem rekla, 1 leto bom jaz samska, vsaj. Pa nisi bila. Pa nisi bila. Ampak zdaj pa je super. 3 mesece? Ne, več. Tako, 4 pa manj kot pol leta. Ja, dobro. Ja. Ampak nekaj pa je bilo. Eva, ko pač ta, ne vem, te neke strupene odnose definiramo, da mi nekaj pove, kaj mora človek po tvojem, razen ne vem, da se odloči za psihoterapijo, ampak se mi zdi, da kljub temu, da živimo v svetu ali pa v okolju, no, da bom tako rekla, ne v svetu, v tem našem okolju, ki je to nekaj čist sprejemljivega, da nam reka že skoraj vsakdanjega, da vsak drugi, ki ga, ne vem, jaz poznam, hodi na to, še vedno pa tisto okolje okoli nas, recimo ven iz mest je to tako, si kaj bola, mislim, ne sprejemajo tega čist, ne, bolje Ne gledajo to. Tako.
kaj mora nekdo narediti, da lahko sploh prekine? Se pravi, en korak je, da se odpravi po pomoč ven, če sam ni sposoben, ampak kaj mora sploh narediti? Mislim, kako sploh lahko splavaš ven iz tega, če so to neki zaciklani vzorci? Ja, res so zaciklani in vedeti je treba, da nekdo tako, res izhajaš iz neke svoje negotovosti, iz nekega pomankanja. Nekdo, ki pride v toksično partnerstvo, zelo verjeten je tudi odraščal v neki kaotični, toksični, dajmo reči, družini in že s tem ven se naučiš, da je bolj pomembno, da daš eno pozornost drugim ljudem, da za njih skrbiš, da si ti malo manj pomemben, da je fokus na tem, kako se drugi okrog tebe počutijo. In pol že v bistvu odrastaš v to osebo, ki je bolj naravnana navzven, na druge ljudi, na to, da bo njim prijetno, ker če je drugim prijetno ob tebi, pol je to povezano s tvojo pomembnostjo. Se počutiš, da si neki vreden, da si neki pomemben. In če to rata nek, dajmo reči, modus operandi za partnerstvo, je ta toksična veza čist, kaj čem reči, logična, ne bo tam partner, ki ni odgovoren ali pa ne bo nikoli služil denarja ali pa bo, ne vem, konstantno v nekih strahovih, s katerimi se on ne bo bil pripravljen soočati pa srečati in bo zaradi tega hotel od svoje partnerice, recimo zdaj bomo stereotipno vzela, ne, da je ona tista, ki bo zmogla vse te odgovornosti shendla, da mu bo ona dala to gotovost, da je tam, da ga ima rada, da bo ona se preveč trudila okrog njega in on to zahteva, ne? On se tega ne bo vprašal, če mi jaz kaj na teh strahovih naredim, ampak ne tim ideja, ne zahteva. Ampak kaj lahko Medtem ko ona, oprosti, bom prišla do tja, medtem ko ona je pa skozi naravnana k temu, da njemu ugaja, da ga pomiri, da bo on zadovoljen. In jaz mislim, da je bistveno to, da začneš spoznavati, da se začneš zavedati, da si ti pomemben, da kje si ti tudi z vsemi svojimi občutki, koliko se ti počutiš vreden, ene veze, lepe, koliko rešuješ samega sebe na ta način, da konstantno pri partnerju iščeš, a si dosti dober, a si dosti naredil, a si ga dosti pomiril. Se iz tega ven izhaja tudi ta občutek pomembnosti, eno vrednost na ta način dobivaš. Meni je bilo recimo to, vedno sem imela ta fokus v glavi, da jaz nisem dovolj dobra za nekoga drugega, mogoče, potencialno. Dokler ne priješ enkrat do spoznanja, da ti ne rabiš biti za nobenega sploh dovolj dober, ti rabiš biti samo sebi dovolj dober. In takrat se pol ful stvari spremeni. To je res. To je ena izmed rešitev, sam do tega prijeti je res težko. Ja. Če razumeš tudi ozadje, da si iz takih odnosov in da imaš recimo, dajmo reči, 20-30 let tak način odnosov, zdaj pa naenkrat ti naj pa klikne, da si ti več vreden in da si zaslužiš drugačne odnose. Res je težko, no. Težko je pa tudi gledati recimo osebe, ki jih ti poznaš, pa so v taki vezi in pa ne moreš dopovedati, pa recimo vsi lahko dopovemo tej osebi, da to ni okej, ni zdrava veza, ampak ona recimo tega ne vidi. Ali pa vidi, pa še vedno ostaja. Jaz sem recimo naredila tečaj na temo toksičnih odnosov, ker je tega res veliko, pa tudi zaradi tega, ker vem, da si ne želi vsak priti na terapijo, pa se izpostaviti. In neke bistvene stvari, ki sem jih opazila, je to, da moraš se postaviti vrednost, da se moraš naučiti meje postavljati. Tega je tudi velika. Če rečeš ne, pa prije toliko neke krivde zraven, zdaj sem pa jaz grda, pa slaba, ker sem njemu rekla, da ne bom tega naredila, da mu ne bom posodila denarja, ker se sva skupaj in to znajo sploh ti partnerji zelo dobro obrniti. To je skupen denar. Ja, če sva mi dva skupaj, sploh me nimaš rada, zdaj mi pa nočeš, da 10 evrov, ne vem, za malco, Če na drugega se pa ti slabo počutiš, ker veš, da ne bo jedu in si pa tako, ne more biti zdaj pa kar lačena. Točno to. Lahko je. Skozi v tej zanki te krivde in se lahko požreš od tega, tih slabih občutkov in si še dodatno naložiš, evo, se res nekaj narobe z mano, še partnerju nočem tam, ga pustim lačenega. Kakšna sem. Ampak v bistvu je treba obrniti film, on je odrasel, ne vem, 20-30 let star moški, naj bi bil sposoben vsaj poskrbeti za to, da on ne bo lačen, da bo imel za malco. Vem, samo on ne bi bil lačen. V večini primerov, ki jih jaz poznam, on niti slučajno ne bi bil lačen, zakaj, če mu ni treba mrditi s... Vemo s čem? Zato, ker naredi surlo, odigra užaljenčka in potem tečemo žrtev in tečemo okoli njega in vse to je kot kralj, ne? Vse to je to, ker je vzajemno, oboji rabimo ta odnos. Kakor je kruto to priznati, ampak ga res oboji rabimo. Dokler sebi ne damo te vrednosti v smislu, zakaj rabim ta odnos? Kaj dobim iz tega ven?
Aha, občutek, da me ima nekdo rad. Sej tudi res je, da so te odnosi ponavadi vsaj v določenih momentih, kar neke pravice in ti obljubljajo vse tisto, kar ti noben do zdaj ni ali pa kar si najbolj pogrešal, ti glih on ti vse to prinese, ampak ima en velik minus, a ne, da mu moraš občasno malo denarja dati, pa malo je ljubosumen, a ne, in se bomo čez to že shendlali. In je res, da tako, kot si ti rekla, da če ne izhajaš iz tega pomankanja, veliko lažje rečeš, glej ne, a ne, ali pa tlej meja, ali pa iz tega ne želim. Tole mi je kul, to lahko skupaj počneva, lej, to mi je pa tumač, a ne, tle pa mislim, da bi mogel ti sam. In se tudi lažje posloviš iz tazga odnosa, ali pa sploh ne zapadeš v partnerstvo, ampak prej rečeš, lej, nisi zame, a ne. Prosim, nekaj si hotela vprašati. Hotela sem vprašati, iz kakšnega okolja pa ponovadi izhajajo te toksične osebe, oziroma kaj jih morijo kakšne prejšnje zveze ali otroštvo ali to so? Ja, oboji iz nekih nefunkcionalnih družin, v smislu ali je neka tam ogromno neke nepredvidljivosti, tudi kakšen alkoholizem ali pa kakšna druga zasvojenost, nasilje, kakšne zlorabe v ozadju, kakšne duševne bolezni, tudi en starš odsoten, mogoče kakšna. Zdaj bom posplošila ločitve, smrti enega od partnerja, ne, ampak point je, da postaneš en čustveni partner svojemu staršu in v bistvu nadomestiš že tisto otroštvo, kjer bi mogli drugi zate poskrbeti, moraš ti na hitrico odrasti in biti en suport drugemu staršu. In zdaj na kjerkoli način je že ta partner odsoten, ali ker umre, ali ker je zasvojen, ali ker je ne vem, skozi službi v tujini ali nekaj. Pa jaz sem dosti slišala primer tako kakšnih punc, ko sem vprašala, pa zakaj ustrajaš v taki vezi, ne, če ni okej. Pa rečejo, ja, zato, ker sem vsaj v vezi, tako kukor ne nočem biti sama. Mislim, jaz sem pa bila raje 100-krat milijonkrat Ja. Bolje sama, sam, nego z budalom kakor pored, take vezi. pravijo. Ja, Veš, kako dosti ta tega. mindset predati od Barbie še vse. Ja, raje sem Jaz sem raje jaz ne razumem, o čem ona govori. Ja. Meni je tako, ko jaz slišim kolegico, ki reče, v bistvu ne reče, pol vidim čez čas, ki je zaradi tipa, ki je drugače full fine, pa res je super, a ne? Ampak ki je zaradi njega nehala plesati, pa je rada plesala, ker jaz plešem, zato je meni to tako, a veš, ne? Ker pač meni, da mu reče, da moram nehati plesati, plesala sem pred tvojim štetjem in še po tvojim štetju, bom, če boš tako naprej. Ampak tako, da mi reče, da moram ukiniti zaradi njegove lastne nesigurnosti ali pa iščejo neke stvari, v redu, če mi ne zaupaš, pol nisva za skup. Očitno pač ne, ampak da mi ti meni to rečeš, pa da mi brskaš po telefonu, pa preverjaš, komu sem kaj napisala, pa čekiraš te. Pa kako si oblečena? Pa kako sem oblečena, da se jaz ne smem obleči, ampak jaz govorim, jaz tega ne morem razumeti, ker sem jaz tak karakter. Ja. Ampak očitno sem jaz tista bolj čudna ali pa v manjšini. Ne. Ja, ne, oprosti, ful velikih je takih, ki... Nekdo, ki ti brska po telefonu, a ne, saj je to do neke mere naporno, ampak istočasno ti da pa občutek, le, koliko sem jaz za njega pomembna. A ne, nič, Sem rada, da so ljubosumni mal, ne? Ampak da je- jaz sem ta občutek prerasla. Meni je včasih se zdelo, veš, kaj rečejo, se ste že slišali to frazo, da malo ljubosumnosti v vezi mora biti, a ne? Ja. Pa jaz, dobro, to je moje mišljenje, valjda se ne rabim noben skrivati. Nič jo ne sme biti, ker ljubosumnost zame pomeni, da je nek negativen občutek, da te nekaj žere. Ne tisto, da ti je kul, ne tisto, da ti vidiš svojega tipa, ki malo druga pogleda, pa greš malo ti zraven, ker to je pa moja. Veš, to je kul draša, ne? To je v redu. Ampak da, če pa mene nekje začne boleti, da me boli, da se ne počutim dobro, ja, oprosti, pa nekaj ni v redu. Ni v redu z mano, ali sem jaz ratala nesamozavestna, pa mislim, da nisem več do dobra, do zanimiva. Ali se res kaj dogaja, pa pač I'm a witch, ne vem. Mogoče tle res, jaz sem velikrat slišala primere, ki so na tak način razmišljali do neke veze. A ne? Ja, Pa saj prije pa mogoče. ena veza, ki ti pa vse to poruši in ti prebudi točno tiste elemente, ki rečeš, ja, to je pa vse super in tudi prvi mesec je in se zlijeta skupaj in sta kot eno, a ne? In je vse pravilca, ampak dokler sta zlita, ali to sem rekla na začetku, morata biti dva avtonomna posameznika, ne? Ker dokler sta zlita, slej ka prej, a ne, se ne moreš premikati, ne moreš iti samostojno v službo, ne moreš iti samostojno, ne vem, plesati, ker čim se umakneš, ni več te zlitosti in rata strah. Se pravi, dokler sva skupaj in vse prijatelje skenslava, pa to se res postopoma dogaja, to ni izdan. Ja, saj razumem. Pa kot zahteva, se včasih sploh ni direktno rečeno, včasih ti reče, ne vem, se kar pa iti na kavo, a ne. Ja, pa čudaš, da A ne, in način, itak ker veš, da rekel. ne smeš iti, a ne. Da mu ni kul, da mu ni kul, ne, da mu greš. ni kul, Ja. Ali pa, a veš, še bolj inkognito, tako, majo, ta tvoja prijateljica, Karena, ne vem, nekaj, a veš, in ti pol avtomatsko se počutiš slabo in se manj družiš z njo, ne vem. To zdaj ne govorim svojih izkušenj, ampak sem pa že slišala te primere. Pač je zelo lahko inkognito in se mi zdi, da to ljubosumje, ki ti govoriš, Vesna, je
lahko ful kompleksno. Ker včasih pride do kakšnih teh ljubosumnih, ne vem, vem, da sem tudi že jaz zdaj v moji zdravi zvezi imela kakšne te momente, pa sem pa ugotovila, da v bistvu ne bazira to moje ljubosumje niti na sami ljubosumnosti do neke druge punce, ampak na moji nesigurnosti do nečesa, kar ona ima. Sploh ne na odnosu mojega fanta do nje. Ampak na meni, a veš. Pa se razumem, ampak jaz sem hotela reči, takrat, ko se mi zdi, da pride do tega, da pač neki pol moraš razpucati. A je to posledica tvoje nesigurnosti, ali je tvojega otroštva, ali je res kaj narobe, a ne? Ampak tako pač jaz bi... To sem hotela reči prej, Lara, ker so se mi pogovarjale za to pred snimanjem, ker so se pogovarjale. Jaz sem bila, Eva, včasih ful jezna na te fante. Jaz sem zdaj govorila o fantih. Verjamem, da so tudi ženske, ki so to obično, po mojem, glede na to, kakšne pravice znamo biti, da je verjetno tudi ful velik žensk, ki zelo negativno vplivajo na moške. Mislim, in da so oni, ko mi pravimo copate, da so pač reveži, morajo marsikaj potrpeti v življenju. Ampak poznala sem pa valjda, ker smo se s puncami družile in puncami pogovarjale, samo tiste, ki so imele recimo neke posesivne partnerje, ljubosumne partnerje, niso smele ven. In jaz sem bila jezna, se spomnim v srednji ali pa konc srednje začetek faksa na te fante, ko sem si mislila, pa kjer kreten si, pa kaj je s tabo narobe, pa de pust živeti človeka, če gre z mano na kavo bo pila. Ne? In pa sem prerasla to fazo, pa sem ratela jezna na te kolegice. Pa nisem bila več na fante, ker sem si mislila, pač jebida. Tak je, ne? Tak je, kaj če ne. Kaj ti kokoška jedna delaš s takim tipom, a se ti vidiš, zgledaš dober, izobražena si, imaš zaledje, tudi pravi, ni bila nobena neka revca, ne? Kaj tle tebi ni jasen. No, zdaj sem pa obupala. Nad enimi, nad drugimi. Ja, no, ampak obupala sem, ker ne morem nič spremeniti. Ne morem nič spremeniti in ne poznam backgrounda, zakaj nekdo zakaj si nekdo to dovoli. Jaz tega ne morem razumeti. Jaz nisem brez, ne vem, finančne podpore, nisem brez družine, nisem brez in jaz ne vem, kaj se z njim dogaja, koliko se to ljudje bojijo. Kakšna je to manjka, koliko to boli. Jaz sem glih hotela reči, da smo se to pogovarjali, sem pa prišla do te tretje faze, ker sem pa ugotovila, da se mi pravzaprav smilijo te ljudje, ker ne vem, kaj lahko naredim, oziroma meni se zdi, da nič ne morem narediti, da bi pomagala jim ven iz tega. Ker se mi zdi, da lahko jih sam poslušaš, a ne pa si tam zraven. Ker rabijo pa velike ene izkušnje, ko oni res vse not ne verjamejo, da so vredni nečesa več. In pa to poveš prijateljicam ene 5-krat in so te že vse site, ker pač pojamraš in pa greš nazaj k temu tipu, a ne? In malo da ti bo slej, prej vsaka kolegica rekla, stari, kva mi jamraš, če pač greš čez pol ure nazaj k njemu, a ne? Sploh ti ni v resnici težko ali pa nehaš verjeti. Ampak res fajtajo te osebe vse s to lastno vrednostjo in s tem občutkom, s tem strahom, da boš ostal sam, a ne, tle imam vsaj nekoga, pa še ta je ful fajn, toliko mu je mar zame, da celo brska moj telefon, a ne? Pač imaš mal izkrivljene poglede, ali kaj ne rečem, zato ker so ti domači taki vzorci, ker že priješ iz enega otroštva ven, kjer zate ni bilo pozornosti, kjer je bila pozornost za, ne vem, očeta, ki konstantno pije in mama je skrbela s tem, kako bomo preživeli, kje bo denar in sta se en z drugim ukvarjala in se s tabo ni noben ukvarjal, kako je pa tebi. In ti odrasteš na način, da še mami pomagaš, ne vem, tega očeta gor spraviti ali pa, ne vem, tisto sramoto iz familije nekam pošlihtati, da se ne bo videl. In zdaj naenkrat boš pa ti v partnerstvu začel sebi skrbeti in bil vreden in se počutil kot pomembenega. Kako, če te doma ni noben vprašal, kako si in nisi bil pomemben. In je oče pil namaz, da bi se s tabo igral ali pa ne vem še kaj. Jaz imam srečo, da je ena moja najboljših prijateljic psihoterapeutka tudi, in še preden je šla v to psihoterapijo, je pa že se ful pozanimala o tem, ful je znala, vedela o tem in mi je dostakrat tako rekla, ker sem za kakšnega tipa traumirala, pa malo sem bila pa zakaj noče biti z mano, takrat, ko še nisem bila z njim, ne. Pa rekla, Barbie, ti si sam predstavljali, kaj ti si zdaj zaljubljena, sploh ne obstaja, ljubezen ne obstaja, a boš ti pobirala štumfe za njim čez 5 let, si predstavljaš, da boš pobirala umazane štumfe pa gate, kaj je stava, ne traumedi mi zaradi enega tipa, ne, pa sem bila tako, sem res pobirala v neumazane štumfe, ne, in me minima, veš, tako, zelo me je znala na tak način, ne, tako rekla, da pač ta zaljubljenost ne obstaja, to se sam roza očala, kaj daš dol, ni več tega. In ta roza očala enim res omogoča, kaj ne rečem, preživeti, ker če si res iz tazga manjka ven, kjer te noben ni imel rad, ti rataš na en način odvisen od tega, zdaj pa tle je en bog, ki me ima pa rad in bom zanga vse naredila. In podaš ta rozasta očala gor, zaradi tega, da sam sebe lahko preslepiš, da zdržiš v tej vezi tudi takrat, ko je hudo, ker pa je hudo, če dalje bolj.
Kaj pa so kakšni taki primeri? Vem, da pač ti ne, osebno, ampak tako, da je tebe mogoče... Primeri česa? Primeri, ne vem, da je prišel nekdo k tebi na terapijo, vseeno moški, ženska, prišel tebi na terapijo, rekel, meni se pa dogaja to pa to. Kaj si ti recimo slišala, da je tudi tebe presenetilo, da si nekdo dovoli, recimo, pa ne govorimo o fizičnem nasilju mogoče, ker to je, mislim, da je še another level. Ampak, da je bilo neka manipulacija, psihično izsiljevanje, ne vem. Ne, največkrat mogoče, da že prije do neke prevare, pa še kar želiš ustrajati, ali pa niti ne verjameš, da je prišlo. Mislim, čutiš, da neki ni več med partnerjema, ne? Ampak kar probaš se prepričati in verjeti tem lažem, da sta šla sam na kavo, a ne? Čeprav vse kaže, da ni bila sam kava in si že prepričan, da ni bila sam kava, ampak kar se držiš te iluzije. Ali pa recimo kakšni, kar se tiče financ, no? Da so pripravljeni odplačati ne vem kakšne dolgove in ne vem kakšne zneske, tle res govorimo o pač velikih zneskih za drugo osebo. Ne? In prevzeti nase dolg, ne vem, dajmo reči 100.000 evrov, a ne? In ga odplačati za to ljubljeno osebo, Da ostane. da bo pač njej lažje. Ja, in da... Pa čeprav odnos ni zdrav, ta odnos. Ja. Tako ona tega ne vidi, ne, pač ona to vidi kot nekaj normalnega, kar mora narediti, ne, zato da se... Da pač, Ker te prepriča, ne, to so res gre Da se tako počuti vredno, postopoma, ne, ne, ja, in te prepriča, lej, skupaj sva, ne, mislim, komu boš pa dala denar ali pa komu boš pa pomagala, če ne meni. Se, ka bom pa jaz imel, bom pa jaz tebi dal, a ne. In pač padeš v to foro not, pa lej, koliko te imam rad, a te je že kdo drug imel to krat, a ne. Jaz ti pa stojim ob strani, pa vse bi ti dal, pa ne vem kaj, in ti meni zdaj ne bi posodila, a ne. In pozabiš tudi, zakaj je sploh manj moški tak dolg, a ne? Mislim, tako en kup enih... Zakaj si jaz sploh naredil to? Zakaj moram zdaj to jaz rešvati? Kako sploh pride do te situacije? Ne? Sej, mislim, ok, brez obsojanja, vse živo se zgodi v življenju, ampak tako, če pogledaš malo v zadje, ne vidiš, koliko ima ta druga oseba sploh zavedanja, kaj ta dolg sploh pomeni, kaj je ta, ne vem, partner počel, da je prišel. Ja, ne vem, v kazino je hodil 5 let in je zaigral ta denar, zdaj bi se pa rad spremenil. Aha, iz danes na jutr, a ne? Mislim, Ena moja prijateljica je imela tak primer, zdaj mislim, da sta se razšla 4 mesece nazaj, ampak je še zdaj kar piše, da pogreša pogovore in vse to, ampak je šla pa ogromen čez to, da mu je posojala denar, da ji je skrival, da pije alkohol. Skozi je govoril, zavedal se je pač vseh teh svojih napak in se lahko pogovarjala o njih, ampak pač ni nič spremenil. Ja. Vse to je, ja, si ta pripravljena, ker ta toksičnost, jaz mislim, da je zelo odvisno. Zdaj nekje je res toksično, da sam pejt stran. Zdaj pa, če se... Zdaj pa jaz moram vprašati, kaj je ta red flag, tudi, ker nas gledajo tudi mlajši, ne? Pač, pa verjamem, da... Hvala, da si mene pogledala. Vika moja, draga. Ja. Sorry. Ja, ker nas gledajo pač tudi mlajši, pa jaz verjamem, da je ena 17 ali pa 22-letnica, No, ne gleda. drugače razmišlja, kakor pač, ne vem, meka smo v poznih 30-ih, a ne? Ampak, ne, hotela sem reči, kaj je nek tak 5 stran znak. Ipak, da vse vrste nasilja, Okay. pa kar bi jaz rekla to, da ni pripravljen sprejeti odgovornosti. Da se nikoli ne upraviči, da izmeri samo eno partnerstvo kriv, da ni nobene pripravljenosti, da skupaj nekaj naredita, spremenita, ker se čisti iskreno v vsakem partnerstvu je kdaj kaj toksičnega, a ne? Ja. Ampak če zdaj to rešimo, pa se o tem pogovorimo, pa pol ta energija nekako gre in se imamo spet radi in je lepo lahko naprej, a ne? Če pa ni odgovornosti na obeh straneh, pa ne moreš s tem zdržati. Pa si pa ti, če dalje bolj kriv, začnejo sploh ženske, a ne, premlevati, to je značilno, da grejo, tako overtinkajo, vse grejo v detajle, stokrat čez, kje sem narobe naredila, a ne, in probaš dejansko to popraviti, čeprav partner je to lahko za njega čist manipulacija, da ne vem, se skrega s tabo, kako si že spet kozarc postavlja, a ne, in je kreg, in ti se dejansko sekiraš okrog tega kozarca, si ga res narobe postavil, pa se včeraj bil pa zadovoljen s tem, a ne, zakaj danes ni, medtem ko on je rabil tistih 5 minut, da zelo znori, zato da se omakne iz hiše in si gre kupiti, ne vem, eno pivo, da gre na pivo v lokal, a ne.
on je rabo izhod zase in je zato znoril. A ne, zdaj pa Kako te težave, ker odložijo pol na partnerke, ne? Pač odložijo vse to, kar ti se ukvarjaš zdaj s tem, jaz te bom tlele neki, ti bom dal en problem, ti se vrti s tem neko težavo, zato da se ti ukvarjaš s tem, on je pa on pa ne On rabi. je pa free, Kaj pa Eva, tebi se zdi, da je ljubosumje, ki je Vesna prej rekla, da pač za njo ljubosumje ne bi smel biti? Kaj ti glede tega misliš? Kaj meni se pa zdi, da je neka zdrava mera ljubosumja. Ne, jaz mislim, oprosti, jaz te bom popravila, jaz ne mislim, da ne obstaja. Jaz samo, mogoče jaz to drugače, ne vem, zaradi tujine pa to gledam, kaj je bil en drug izraz, ker ni bilo jealousy, ne? Ampak je tako, jaz razumem, da obstaja nekaj, da te mal stisne, pa ti ni vse za partnerja. Samo besedo ljubosumje jaz povezujem z nekaj, ki mene zaboli. Tisto pa meni pol ni več zdravo. Se pravi, za me ne obstaja zdrava ljubosumnost. Ali je ljubosumen človek, ali pa ni ljubosumen. To, da se pa ti sekiraš za svojega partnerja, pa malo preden gre ven v žensko družbo, ga dobro se ga loteš za to, da vprašaš nazaj, to je pa malo drugače. Ali pa recimo, ne vem, tudi tako, da ga, ne vem, ali pa je kakšen način omejevanja, kaj je sprejemljiv, ni zdaj takoj toksik. Ker pač, ne vem, moja generacija se mi zdaj včasih kar takoj oceni neko osebo, ja, ti si pa toksik. En moj prijatelj je imel punco, ker pač ni hotel njenega frenda, ki je imel pač, ne sploh ne frenda, enega sodelavca nekam pelati in je bilo kako si ti toksičen. In pač je bil tako, zakaj je pač to toksično? Zdaj, če pač jaz nočem pelati enega človeka, ki ga ne poznam. Dobro, to vi ne znate teh izrazov uporabljati. To je problem vaše generacije. Ja, me pa zanima, kje so te meje. Pa zihar vsaka tudi tukaj je kdaj rekla fantu, a prav moraš danes ven ali pa... Ampak to ni omejevanje. To ni omejevanje. Ja, ali pa pač ne vem, a ne bi danes raj z mano. Pač ne vem. So neke, mislim, neke mere so, ne? Koliko boš ti svojega partnerja omejeval, pa koliko boš ljubosumen, pa... Jaz mislim, da se res čuti ker lahko se prej smo rekli en primer, kad ti lahko rečeš, ja, lahko greš ven, ampak rečeš na način, da se čuti, da ne smeš iti ven. Da je bistveno to, na kakšen način to poveš. Iz koliko ene samozavesti, iz koliko enega zavedanja, ni mi prijetno, da greš danes ven, ampak se vem, rabaš pejt. A dopušča ta tvoj način ali pa ta tvoja samozavest ali pa avtentičnost, karkoli, to, da gre partner tudi stran od tebe, pa si ti še zmeri okej, ali te to toliko zagrabi, da pač moraš kontrolirati in moraš obvladati partnerja in ga začneš iz tega omejevati. Jaz mislim, da način odnosa je tista. Imata oba dva eno samorefleksijo, a imata oba dva to odgovornost pa zavedanje, da ne moram jaz kar od drugega zahtevati. Bi mi bilo fajn, ful bi bilo fajn, če bi bil lahko vsak dan z mano tle in bi vse posočil z mano, ampak vem, real life, pač moraš tudi v službo, jaz moram iti, ne mora biti cel dan skupaj. In mava to, da se lahko in omakneva in približava. Najhujše je tisto, ker tudi včasih se to dogaja, da greš stran, greš na pijačo, ampak pol konstantno preverjajo telefone. Zdaj mi je že pisal in pa mu moraš vmes na 5 minut odgovarjati ali pa slikati, res sem tukaj. To je nezdravo. No, ja, to je nezdravo. In tudi v bistvu lahko greš, ampak imaš ga skozi v podzavesti, ker te skozi strah, ker ti že veš, da ko boš prišel domov, bo on slabe volje, da bosta se pol pa skregala in ti bo povedal itak, ja, se nisi bila s prijateljcem, se sem te videl ali slišal. In skozi ta muka, skozi en pritisk, skozi to nezaupanje. Pa se ti konstantno zagovarjaš, to je tudi ena značilnost, da se probaš skozi zagovarjati, pa upravičevati, pa dokazovati in ta dokazovanje gre tudi lahko v ekstremne primere. Sploh zdaj, ko imamo vse živo in kamere na voljo in mikrofone in kaj so že te detektorje laži. Še detektivi na koncu. In dejansko se v nekih res ekstremnih primerih se tudi to dogaja, da gre res do teh, ne vem, do detektorjev, do detektivov, do Vse to, vidiš, posnetke po tujini imajo, te posnetke, ki najamejo pari tega nekega skemerko, ponovadi bejbe najamejo, da zapelje potem njihovega fanta in če on pade, ona pa nič ne naredi, ampak ga samo zašije njej nazaj, pa vse posname in pač pol... Te posnetke sem jaz videla fulkrat, že pa to sem bila na nekih televizijah, celo pa na YouTube. No, gre v tej skrajnosti. Lara, mislim, da ti, ko si rekla, ne vem, Eva, popravi me to, kje je to kao omejevanje, ni omejevanje. Ena stvar je, da pač bi šlo on ven, pa si zoprna, ki bi bila raj, da sta vidva skupaj ti svečer. Ampak, a veš, mogoče ti zdan pač si in the bad mood, ali pa si klasično tečna, ali pa rabaš pozornost, ti svečer pa bi raj videla, da ostane pri tebi, pa ti je zato bad, da bi šel, ko bi pač malo se cartala, pa ne vem, neki druga stvar je, da te pa grize, pa da te žre, pa da ne znaš živeti tiste 2 uri. A veš to, kar sem prej rekla, eno frendico manjka to, kar se je zmazala.
razlika je bila ta, ona, ki je šla, on ni znal 2 uri živeti. Ni znal živeti, to je bilo konc in surlo je držal, en teden se mu je mogla Ja. po kolenih plazati, da ji je odpustil, ker mislim, res, zdaj malo pretiravam, ampak pač on ne zna živeti in ji zameri to, da je šla stran. Druga stran je pa pač, ko greš, razumem, ti bi raje, da sem danes tle, ampak sem se zmenila s frendicami, pa pač you will survive. Veš, pa ti ni prav, kolikrat meni prav, ko gre moj ven. Ampak meni bolj zaradi drugih stvari. Ja, ne, meni bolj ni drugih zaradi, veš, pa je otrok, pa bi jaz tudi šla malo ven, pa bi pač malo, da imam tudi jaz odmora, ne. Pa si mislim, da je raje ostan ali pa neki netko, ker sem danes sem res utrujena, pa neki, ampak nimam pa težave, da gre pa da se druži s frendi. Pa že to mi je vseeno. Kaj pa ne vem, mislim, in jaz in Peter sem bolj na začetku zveze, bom pa rekla, da sem imela nek moment, ko nisi mogel spati po noč, pa te res že bolno tiščal. Ampak je samo z neko družbo prijateljev. Recimo ima 3 družbe prijateljev in z 2 ti je čisto navaden, če gre ven, z eno ti je pa tako, kaj lahko to kle pomeni, da pač je mogoče spet prijatelji, da se mogoče ti z njimi ne pokontaš, ali si ti mal toksik, ali ne vem, to ne znam čisto jaz dobro razločiti. Pač ja, neki te ne umiri. Jaz mislim, da je to bistveno, ker ne moreš biti skozi smeren, ampak da lahko to spet pogovor. A lahko to poveš njemu, a te on v temu razume, ali ti začne zanikati. Pa daj nehi, pa kaj ti čutiš, pa kaj je s tabo, pa zakaj bi bila pa za njih nemirna, pa ti res kar naprej nekaj čutiš in pa se ti počutiš krivo in slabo. Shit, kaj jaz zdaj čutim, tega jaz ne bi smela, a ne? In pa se začneš ti spet sabo ukvarjati, namesto da bi on rekel, a res skrbite ta družba, lej, lahko si mirna, ti povem, bom ti javil, ko bom prišel, ali pa ne vem, a te skrbi, če bo tudi tu kolega zraven, ko ne vem kaj, ko se drogira. Kolegica. Ali pa ne vem, zdaj, ali pa kolegica. Znam ja tebe. In te lahko temu pomiri, da se odzove na te, a ne? To je ena značilnost, ki v toksičnih odnosih ni, ne? Tam je samo eden skozi skriv in zaskrbljen, vse, te drug pa vse lahko. In če slučajno mu stopiš na rep in rečeš, mogoče tudi ti tega ne bi smel, a ne, obrne zgodbo in si spet ti tista, ki je neumna in grozna in tako ne moreš zmagati. Nisem moral zmagati. Ne moreš zmagati. Vidiš, prav prestrašila si me. V redu je, sem kar malo uspela. Spi malo. Se mi zdi, da pri teh stvareh tako, da ne glede na to, karkoli rečeš ti v smislu, ne počutim se v redu glede tega pa tega, ker greš ti, ne vem, ven s tem pa tem ali pa kukarkoli. Tudi če bo on pristopil nazaj s tem, pa mi pa ti ne zaupaš, moraš ti pa na tej točki držati svoje, se pravi, halo, ne stop, pač ti, zdaj jaz izražam nek svoj insecurity. Tvoja naloga je, da ti zdaj mene pomiriš, ne da mi ti zdaj delaš celo dramo, kako zdaj jaz teb težim. Tako da zdaj pa two steps back, pa zdaj razmisel, ali boš me pomiril z neko novo informacijo, ali se bova zdaj pičila zaradi tega, ker jaz sem tle ranljiva, jaz sem izrazila nek svoj insecurity. Tvoja naloga je zdaj, da pač me pomiriš. Največkrat je to tudi pri zasvojenostih, ker to so tudi te soodvisni odnosi, so tudi zelo toksični. Se pravi, eden je odvisen, ta druga oseba je pa soodvisna od te osebe in so odvisne od tega, kar partner počne. Kar pomeni, da iščeš njegove flaše, da kontroliraš, kdaj bo šel ven, skrite zaloge, koliko denarja je že zapravil za to pijačo in koga še ni in kdaj bo začel tvojega zapravljati. In skratka, probaš kontrolirati vse to, kar on počne. Ne? Njemu je itak to zadošljivo in sam čaka, da bo pobegnil in da bo šel že spet pit. Ti si pa v bistvu skozi sam, pa skozi preokupiran s tem, kje še. Aha, zdaj pa prvnemu kolegu pil, zdaj doma sem vse poskrila in ne bo imel, ampak zdaj pa tam lahko pil. Kako zdaj tam kontrolirati? In to ratajo neverjetne zgodbe. In se tudi v tem ustaviti. Ja, pa še to preverjanje, to sem hotela reči. Da pol, a si spil? Koliko? Eno pivo, ne? Itak se on že zlaže, če je zasvojen, bo itak rekel eno pivo ali pa nobeno. Ne vidim, da si neki spil, ne? No, okej, eno. In pa so to zgodbe, ki gre v neskončnost, ne? In hočeš od njega potrditev, on ti bo itak spet zanikal, ne? In je bistveno to, da res začneš sebi zaupati svojim občutkom. Le jaz vem, da si danes spil, ne vem pač, kako boš nadaljeval to zgodbo, to je tvoja odgovornost, ampak jaz vem, da danes pač nimava tazga odnosa, ki bi pač jaz si želela ali pa ni to tako kot ponavadi. Da vse krepiš tudi ta občutek, da ti veš, da ti znaš, da se ti lahko zase odločaš, da imaš pravico imeti svoj life, da imaš pravico iti na plesne s prijateljico, ne vem kaj. Ja, valjda. Kaj pa kot prijatelj recimo lahko narediš, če gledaš tako? Vse rekla, poslušaš. Ja, ali pa povoziš partnerja, to je tudi opcija. No, to je pisno.
Ja, mislim, glej. Pa se to sem hotela reči, ne tebe, buča, če bi videla tebe, da trpiš, bi tvojega, ki te maltretira povozila. No, vidiš. Še dobijo, veš. Ne tako, da mu je kaj hudega, sem glih to, da ga ima v ruk, ne da ga ima ustrezno. Pa grejo pa taki pari v terapijo, tudi tako skupno. Mislim, se tudi moški pol, oziroma pač tiska je pač toksičen, če gre v to, ali se upira. Pa, no, jaz nimam Pač težav. odvisno, ne? Zdaj, kakšen hud narcis bo prišel na terapijo zato, da dokaže njej, koliko je ona res trapasta in neumna, a ne? Ampak slej, ko prej vidiš, da terapija ne bo šla naprej, ker z njem ni nič narobe. Zakaj bi on hodil na terapijo, a ne? Zdaj, če pa je, ne vem, tudi drugi mečkan dovzetem, pa pripravlja nekaj delati, se pa da kaj narediti. Ja, če ima zmožnost samorefleksije, se pravi, da se zna poglobiti vase, da zna kdaj priznati, res je bilo narobe. Ja, res me je strah, se vem, ne znam se skontrolirati in takrat butnam na njo in zahtevam od nje ne vem kaj vse, ampak vem, da ni prav in da je to iz mojega strahu ven. Ok, super, s tem lahko delamo. Ne? Če pa je sam krivda skozi na drugmu, tlej pa se ne da. Evo, bi rekla, da se morajo... Oprosti, Barbie. Ne, sam povem, ker sem pač moja prijateljica, ko ona meni zastonj daje te terapije in to je res toliko dobro, ker gremo mi na pijačko, ona meni toliko, se ne greva tako v terapijo official, ampak ne official in res je super, res pomaga in se mi zdi, da bi vsak mogel iti tako, mislim, če bi bila z možnost, da še en tak kurs eno je zavedanje, kar naredi, spremembo, se pravi, da se zavedamo, iz kje izhajamo, pa kaj lahko zdaj naredimo, pa da je prav, da postavimo to sem hotela vprašati, kaj narediš, da se rešiš zdaj tega. Pa ko postaviš mejo, recimo moraš zdržati s tisto tesnobo, ki pride, pa s tisto krivdo, da če se tega zavedaš, je krivda bo. Jaz bom njemu rekla, ne dam ti denarja, itak bo cel haos, če je navajen, ne vem, že 5 let dobiva denar, recimo. Ampak vem, da je to zame kul in za njega, da bo enkrat bil sposoben sam zase poskrbeti, če bom jaz to mejo postavila in da jaz zaščitam sebe, ker sem dolžna to narediti. In da s tem prediham. Grozen mi je, počutim se čist krivo za stran, ampak te občutki so del tega procesa ali pa del tazga odnosa, nisi slaba, sam predihi. In pa lahko gre to na mal drugačen način. Drugo je pa samo še to, je pa odnos. Zakaj psihoterapevtski odnos? Ali pa eno je, ne vem, tečaj, ki ga imam, drugo je pa odnos, kjer te nekdo začuti. Ker ti niti ne veš, da te skrivdo dobi, recimo, ali pa se niti ne počutiš krivga v takem odnosu, v tebi se sam pač avtomatsko to delaš. In včasih rabiš enega, ki ti od odzuni reče, da ti ni blizu. Si spet v krivdi. Koliko je tle enega sramu, ali pa ti izpostavi ene občutke, ki si, kakšen sram, ne doživljam. In pa neka oseba ob tebi, oziroma terapeut, ki ti to prepozna in ti da vedeti, koliko je tle sramu, začneš doživljati, se res, temu se reče sram. Iz tlevan izvirama, to moram spremeniti. In pa se tudi v odnosu, ko te nekdo sprejme, ki je terapeut tam te ponavadi sprejme, lahko začne to obračati v drugo smer. Veš kaj, fun fact, sem gledala pred to epizodo, veš tako, imaš, ne vem, lahko je po tujini drugače. Gledala sem pač, googlala sem znane Slovenke, estradnice, športnice, a je katera kdaj govorila o tem, da je bilo v toksični vezi. Pa dajmo reči 64%, da verjetno je pa katera tudi naletela. In je ful zanimivo, da govorijo o takih in drugačnih težkih izkušnjah, celo v posilstvu je ena govorila. Vse o tem pa nobena ne govori. Pa dajmo tudi reči, da so zdaj, ne vem, da je zvezdnica LL, zdaj sem se res mislila, da je zdaj v zdravem razmerju, pa se je zmazala iz tega. Ampak stari ne govori o tem nihče. Kot da jih je sram, je to ta občutek sramu, da si sploh dovolil si nekaj tazga. Nobena še ni javno povedala, imela sem vezo, v kateri sem ful trpela, ker me je ful ponižval, ker sem si dovolila, to se konec si dovolila, ne vem, ali zato, ker jih je sram, ali zato pa, ker vključuje, še vedno ta oseba živi, tu če je bivša oseba, ne vem. Mogoče je both, veš, lahko da je oboje, ampak nobena ni nikoli rekla, punce, jaz govorim zdaj z ženskega vidika, punce, ni vam tega treba, veš, tako kot navdih, ki govorijo o boleznih. Pejte ven, jaz sem doživela to, pa mi je uspelo in če je meni uspelo s psihoterapijo, s čemerkoli, bo tudi tebi, tih so. Se mi zdi, da moraš imeti res velik poguma v sebi, da tako govoriš, ker če si znana oseba, stari nije, pa ni nobega. Ljudje vejo, s kom si bil. Kaj je solo? Jaz sem ona nazaj z... Drugač Uroš se oglaša, to je tisto, ki je takrat pri analnem seksu se oglašal, važno, da so zdaj še pri toksičnih zvezah, očitno se je najdu. Dobro, Uroš, povej. So pa res redke. Ok, pa so pa ful redke. Pa je dobro, jaz sem mislila bolj estradnice kot Nuša Derenda.
Zdaj sem se zmislila, pač Dobro, to je bila res brca. Nisem tako mislila sem se mogoče, da zdaj ta generacija še upamo se o tem pogovarjati, mečkam starejša pa sploh ni šans, pa je marsikatera lahko preživela, marsikaj, no. Pa da bi zdaj povedala to, ne? Mislim, da bomo mečkam obrnili, ampak zdaj tako več učitev, več ljudi gre na razen, ni prva zveza in je to. Recimo 50-60 let nazaj naši detki pa babici bil prvi fant, je bila poroka in tudi če ni bilo vse popolnost, tako ostala skupaj in se sploh ni govorilo o tem. In šele zdaj pač zdaj te nove generacije, današnja generacija, da pač grejo starši na razen, grejo že kot pari na razen, imaš 3-4 fante, prijem najdeš ta pravga in pač poveš, ja, bilo je malo toksično ali pa bila sva premlada, nekaj. Takrat pa pač je bilo vse super fino, fajn za ljudi, pač ni bilo vse dobro. Ja, da se je bilo tako. Vse je bilo. Lahko si rekla, spremeniš partnerja verjetno zelo redko, mislim pač mora biti pripravljen, se pravi, če se hočeš rešiti. Ne, nikoli ne štartati s to mislijo, da lahko partnerja spremenite, ker ga ne morete. Kakršnokoli razmerje je. Jaz sem videla posnetke, da sam ta prava ga lahko spremeni. To sem jaz mislila cel cajt. Wrong. Je lahko hollywoodski film? Lahko sam sebe, prosti. In pač s tem pride drug pa zdravo. Mislim, s tem lahko tudi vplivaš na odnos. Zdaj, če ti postaviš v tem odnosu neko mejo, recimo, in si jo sposoben postaviti in z njo zdržati, in je tam partner, ki se na to odzove in reče, wow, kar naenkrat mi postavljaš meje, a ne, in se imaš prav in to sprejme, se tudi on mora začeti spreminjati. Če pa ne, ga bo pa slejka prej odnesela, ne. Ampak že to pričakovanje, ki mi mislimo, in to je za toksično razmerje tudi ena značilnost ali pa za soodvisno osebo, da je skozi fokus na drugi osebi. Bom jaz zdaj njega spremenila. Ja, ne, kaj pa se s tabo dogaja? Kaj pa ti rabiš drugače? Ja, da bo on drugačen. Ja, ne, kaj ti rabiš, da boš srečna v življenju? A ne? Ja, da me ima on rad, ampak da ne dela več tega. To je on. On je tak. On tak bo. Zdaj, ker si ga spoznala, je bil tak, zelo verjetno bo tak ostal. Težčiš tekam, ful bi si želela, da bi bil drugačen, ampak tak je. Se pravi, naprimer, ti lahko greš spet plesati. Ja, lahko. Mislim, da sem nikoli nehala, ne mene. Ne, govorim tebe, ampak kaj si prej rekla, ne? Za to. Ja, ampak ti greš lahko spet plesati in pričakuješ, da bo cela drama doma in da se bo kujal po starem vzorcu in da boš štala. Ne, ti moraš vztrajati pri tem, in vztrajati in požreti te občutke krivde, da to čez in potem se bo mogoče spremenilo. Drugače pa isto. Ker ti misliš, da moraš reševati njegova čustva, njegovo žalost, njegovo, ne, zato ga tudi miriš, njegov strah, ne vem, njegovo jezo, ne. In skozi probaš stvari prilagoditi do te mere, da on ne bo jezen, da ga ne bo strah, da ne bo razočaran, da ne bo žalosten. Ampak dejstvo je, da vsi ljudje doživljamo čustva in je prav, da jih, in prav je tudi, da se z njimi zmoremo soočati. Tudi kontra, ne? Če sem jaz žalostna, ne rabim, da zdaj partner me rešuje te žalosti. Ne, sam tle bo, da jaz lahko delam, da to izjokam in da grem česa. Ne? In isto kontra, ne moreš jih rešiti. Vzeti te žalosti od njega. Pa lahko se perfekt narediš. Kad mi je nekdo rekel, ti ne moreš osrečati svojega partnerja. Res je. Ne moreš ga narediti srečen, oziroma lahko ga osrečaš, ne moreš ga narediti srečenega. Če ona sama sabo, oziroma on sam sabo ni srečen, pač ga tudi ti ne boš narediti. Mora izvirati iz sebe, ne? On se mora osrečati. Doskrat ženske tudi ne upajo postavljati meje, ker mislijo, da bojo zgubile, ampak glih na tak način bojo dobile spoštovanje. Nočejo biti kao mame, a ne? Ne kontra, ne, moraš znati postaviti meje. Posod, ne samo v odnosu, tudi v službi, recimo, moraš postaviti meje. Ampak na koncu smo spet pri tem, ko sem je skozi povedala, da je vse na tebi. Vse na tebi. Ja, dejansko je vse na tebi. Eva, jaz bi končala mogoče, prebrala sem na njeni spletni strani en citat. Je to tvoj citat? Ta noben partner, vejica. Kako je noben partner, tako kot nobeno ogledalo, ne more spremeniti tega, kar vidimo v odsevu. Se pravi, ko boš sebe začel sprejemati in se videti, da si vreden to, ko si, te bojo tudi drugi tako videli. Kaj je bila ena stvar, ki je meni ful Zdaj pa moramo končati. No, to ti povem, pa Zdaj pa kaj ni, 5 minut. To ne znam, pa zaključam. Jaz sem se zmeri pol vprašala na koncu, ko bom enkrat pred tem, da se poslovim od tega sveta. A bom zadovoljna, bom rekla, kul je bilo, vse sem naredila, kar sem si želela, nič mi ni žal, nič ne obžalujem, da sem se odrekala čemu zaradi kogarkoli drugega in hočem to tak občutek imeti, kukar pa, da mi bo žal. Zakaj pa nisem takrat to? Drugače, ful lepo, ampak imam vprašanje, še hitro zate, daj si se to začela spraševati? Pri 16, 17? Ja. Si frozen. Imam vizitke. Malo kasnej, no. Ej, na zdravje. Hvala, Eva. Hvala, super je bilo še kdaj. Ja, že se. Čin.
Na prtoč, ljubica, izvoli. Aj, čau, čau. Ciao. Tisti dnevi v mesecu.